GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Pozdravljeni in dobrodošli v še eni epizodi našega podcasta GFML-jevci. Vsak mesec se pogovarjamo z nekdanjimi dijaki naše šole, ki so stopili na različne karierne poti in dosegli uspehe na svojih področjih. Njihove zgodbe so navdihujoče, polne izzivov in vztrajnosti. Predvsem pa dokaz, da se lahko iz srednješolskih klopi podamo kamorkoli. Z vami sem Emilija Šebek in v goste je prišel Branko Slana. Dobrodošli. Dobar dan. Branko Slana je svojo pot našel v kmetovanju, vzreji konj in kasaštvu. Njegov trud in delo je prepoznala tudi Kasaška zveza Slovenije, ki mu je podelila priznanje za življenjsko delo za izjemne prispevke k razvoju kasaštva. Z gostom se bomo pogovarjali o njegovi povezanosti z naravo, izzivih in uspehih, pa tudi o tem, kako se spominja svojih srednješolskih dni. Pripravljeni? Poglejmo, kako se je vse skupaj začelo. Vračamo se torej v srednješolske klopi. Kakšne spomine imate na vaša gimnazijska leta? Kakšen razred ste bili? Ja, na gimnazijska leta sedaj, ko je vse za mano že to spominjam, imam zelo lepe spomine. Ko sem šolo obiskoval, sem bil kar šokiran že v prvem letniku, ker v osnovni šoli sem bil pač zlahka odličnjak. Ko se nismo še nič učili v osnovni šoli, v gimnaziji, pa sem že dobil, sem se začel ukvarjati s kasači in mi je pač tistega časa za učenje malo primanjkovalo za šolsko snov, zato glih kot učenec v šoli nisem blestel. Ko pa sedaj gledam nazaj, pa si smatram za 3 življenjske zmage to, da imam družino, da imam v družini zdaj že vnuke, da sem končal to prestižno srednjo šolo, gimnazijo v Ljutomeru, in da imam najboljšega konja, kar se je skotil v 150-letni zgodovini kasaških dirk na Slovenskem. Takrat, ko sem danes se tu sprehajal malo prej z ravnateljem, ki lahko povem, da je tudi moj bratranec, po šole sem bil kar nekako zmedeni, ker nisem več vajeni toliko srečevati toliko mladih ljudi. To ste nasmejani, radoživi, nadebudni mladi ljudje, to je zelo lepo. Želim vam vse dobro pri vaših nadaljnih študijih. Srednja šola je bila takrat. Meni je bila glavna skrb šolo končati, gimnazijo končati, obenem pa sem se ob šole tudi odpovedoval zavestno marsikeremu krožku v gimnaziji, ker sem pač doma treniral eno kobilo. Imel sem takrat željo enkrat postati najboljši v Sloveniji, imeti najboljšega konja. To se mi je sedaj od takrat do danes je 40 let in pred 4 leti mi je to uspelo doseči in sem zdaj seveda zelo ponosen, da sem takrat šolo malo puščal na stran, pa sem se zelo konjem posvečal. V šoli je pomembna tudi zabava. Se spomnite mogoče kakšne dogodivščine iz tega obdobja, ki vam je polepšala dan? To smo imeli vsak dan, takrat je že bilo tako, da sem bil eden redkih, ko sem se včasih pripeljal z avtom v šolo. Takrat sem naložil 2 sošolca in mi smo takrat, se nam je zdelo, da smo odrasli ljudje, pa smo se pač z avtom vozili skoraj bi lahko rekli od gostilne do gostilne, samo nismo pili alkohola, smo pili sok, samo smo pač se čutili, da smo že počutili odrasle. No? Lep del življenja ste ostali povezani z gimnazijo. Vsi 3 vaši otroci so obiskali isto srednjo šolo kot vi. Jem je bilo to položeno v zibelko? Ja, seveda, ker je že moj oče obiskoval to šolo. Takrat je bila to meščanska šola, on je ni dokončal, pozneje pa smo bili 3 bratje, še 2 moja brata sta bila tu v šoli, pa pozneje vsi moji otroci. Seveda sem ponosen na to. Tu smo se počutili zelo domače, ko se peljamo mimo šole, sedaj moji vnukini že povem, poglej, sem boš hodila v šolo, pa 2 vnuka, ko sta tudi pravim, ja, obvezno v gimnazijo iti. Magari starši mogoče niso navdušeni tako zelo, samo jaz mislim, da gimnazija ljutomerska je lahko vsakemu ponos, ki jo zaključi, pa tudi koliko slišimo, da ta šola ogromno znanja in življenjskih modrosti že za naprej. Ste kdaj primerjali svoje srednješolske izkušnje med vami in vašimi otroci? Ja, je drugače.
danes so otroci, takrat smo čakali na avtobus, že zjutraj v 5 smo šli na avtobus, domov smo prihajali 3:30, to se je čakalo na avtobusnih postajah, dosti poti smo tudi prehodili peš. Sedaj je pač lažje, telefon je, pokličeš, prevozi so, mislim, da vam je zdaj malo lažje priti v šolo, pa iz šole, kot je bilo takrat, samo nič ni to hudega. Jaz sem v osnovno šolo obiskoval 3 km, smo hodili peš do šole, v prvi razred že, tako da ni problem. Če je treba, pač se naredi. Kaj pa profesori, kakšni so bili vaši profesori? Ja, profesore smo zelo spoštovali. Moram reči, sem glih prej gospe Kati povedal, da gor po stopnicah v starem delu šole, ko je šla sedaj pokojna profesor Hiblerjeva, je noben dijak ni upal prehiteti po stopnišču. To smo, magar je ona šla mogoče celo včasih namerno zelo počasi, da si je mislila, če bo spoznala junaka, ker je upal prehiteti, pa jaz mislim, da ga ni bilo. Spoštovali smo zelo profesorja, vse mislim, da je tudi vi sedaj. Ja. Kdo pa je mogoče bil vaš najljubši profesor in najljubši predmet? Najljubši profesor mi je bil profesor Miran Puconja. On je mene po moje poznal v dušo vse. Mislim, da je celo malo taktiziral, da me vprašal takrat, ko je videl v meni, da sem pripravljen odgovarjati. Večkrat mi je pomagal, ko sem ga prosil med poukom, če lahko grem domov, da imam pač doma neko delo ali pa trening ali da bi nekam šli s konje. Me je on kar včasih pomagal prišvercati iz šole, da je rekel, ti zdaj samo ide. On mi je bil najbolj priljubljen. Magar je bil kar zelo strog, ampak sem ga občudoval, pa še zdaj ga občudujem. V kakšnih predmetih pa ste se mogoče našli? Ja, jaz sem pri fiziki, sem profesor Torič, v prvem letniku, sem ga čakal zunaj pred kabinetom, pa sem mu rekel, da profesor, jaz imam v glavi električni avto, tako so zdaj toti hibridi. In sem mu rekel, kako bi to delalo, da ko bi bremzal, bi se punila elektrika. No in me profesor kar ni me uhrabro, pa je rekel, Slana, ti se uči snov, zato so drugi pametnejši ljudi, da bojo to študirali. Tako, fajn je bilo. Prej ste omenili, da so vaši vnuki že prav vpisani v to gimnazijo. Kako pomembna pa je po vašem mnenju izbira srednje šole? Bi rekel, da zelo, ne? Zdaj, magari ene, ko že končujejo gimnazijo, še ne vejo, točno se ne najdejo, kam bi šli. Ampak, koliko zdaj to slišim, pa kakšne rezultate dosegajo na maturi, dosegate v vaši šole, bi rekel, da je najpomembnejša ta podlaga, isto kot da se zdaj na konje spet poveže, isto kot pri konju, bolj ga ti praviš za trening, boljši je pol dirkač. In mislim, da gimnazija v Ljutomeru da izredno dobro podlago za nadaljne študije. Kaj pa bi mogoče lahko dala še srednja šola mlademu človeku? Mlademu človeku bi srednja šola mogla dati poleg tega, da mu da znanje predmetne toto, da mu dalo znanje obnašanja, totih življenjskih navad, vse splošno, da bi bilo to, ne vem se zdaj izraziti točno, da bi za dobrega, za poštenega, marljivega človeka da te izšola. Odraščali ste na veliki kmetiji v Bolehnežicah. Kdaj je dozorela odločitev, da boste stopili po stopinjah svojih prednikov in postali kmet? Ja, to pa mi je takoj, seveda, če sem bil zaljubljen v konja, ker tudi še lahko omenim, da je profesor Miholičeva, so se profesorji v zbornici smejali včasih iz mojih spisov pa odgovorov, ko sem bil kaj vprašan, da v vsakem snovi je pač bil vključen konj tudi. Enkrat smo pisali v šoli spis od Tita, od prejšnjega predsednika Tita, in so rekli, zdaj bomo videli, če bo tudi vključil konje v toti spis. Ne? In seveda ni šlo brez stavka, da je tudi tovariš Tito rad imel konja. Ne? Meni pa to bilo tako, seveda, ker v gimnaziji, ko sem že prej povedal, nisem bil bleščeči učenec, sem jo stalno pozitivno končal. Moram povedati, maturo sem uspešno končal. Nisem imel želje iti študirati naprej na nobeno fakulteto, ker mi je doma oče že namignil, da bom jaz bodoči gospodar na kmetije. In ko sem jaz v drugem letniku gimnazije že videl svoje ime v časopisih Delo pa Večer, napisano Branko Slana drugo mesto, pa prvo mesto, pa tretje mesto na dirkah, sem bil prepričan, da je za mene dovolj, jaz bom vztrajal na tej poti.
Seveda, in zdaj sem pred 2 mesecoma sem šel v penzijo in zdaj to mogoče ste vi 10, ko mu pravim, da mi ni niti za en trenutek žal za mojo odločitev, da sem bil kmet, imel sem vsega zadosti, magari treba včasih delati tudi kot drugi, ni treba, ko so po drugih službah, ampak živeti z naravo, iti zunaj po travniku, po zorani njivi, iti to je nekaj strašno lepega, občutiti ta von, slišati ptice, videti zrnjaka, lepo. Sodobno kmetijstvo se sooča s številnimi izzivi. Kaj je po vašem mnenju predstavlja največji izziv mladim kmetom? Zdaj to tako, da mladi kmetje so zdaj že, politika jih spreminja delno v robote in v neke statiste, da morajo veliko se ukvarjajo s tem, da javljajo ta dnevnik upravil, kaj doma delajo, nabavo teh semen pa škropiv pa to vse. Mislim, da to delno odvrača mlade ljudi od kmetovanja, ker več imamo skrbi s tem, kako bo na njivi raslo, da imamo več skrbi s pisanjem teh zapiskov, ko moramo na agencije to javljati, kaj vse delamo doma, kot pa se ukvarjati s tem, kak je na njivi, vendar zdi se mi, da mladi ljudje malo lažje to prenašajo kot mi starejši, ko smo že bili, nam je to šlo na živce vse, ko bi rajši šel na njivo še enkrat, ne vem, pokositi ali pa pogledati vsaj, kak raste na njivi, pol pa moraš nekaj v eni sobi pisati dnevnik upravil. Prej ste omenili, da ste pred 2 mesecoma se odločili za upokojitev. Kako pa je izgledal vaš tipičen dan pred tem? Ja, vse isto kot prej, tako je zdaj. Kmetijo sva ženo predala na sina Marka, ki želi nadaljevati isto tradicijo, kot sva mi 2 ženo vpeljala, to se pravi, doma redimo okrog 80 bikov, pitancov, pa 6 kasačev imamo za dirke, pa vinograd, tako da tu notri upam, da bo našel dovolj zaslužka za preživetje njega in njegove družine. Ne samo, da uspešno vodite kmetijo, ste tudi lastnik najboljšega konja v slovenski in tudi jugoslovanski zgodovini. Frodo S. je kasač, ki je podrl vse slovenske rekorde in ponesel ime slovenskega kasaškega športa širom po Evropi. Povejte nam, kaj vam je kot konjerejcu pomenilo vzrediti takšnega konja? Je to sad tradicije in trdega dela ali splet srečnih naključij? To je rezultat obojega, kot ste povedali. Ko smo zdaj Frodoja pripeljali po 5 letih tekmovanja domov iz Švedske, se mi je zjutraj, ko sem šel v štalo, se mi je zdelo, da sem 5 let sanjal. Da je to nemogoče, da bi konj 5 let dirkal po francoskih, švedskih, danskih, finskih hipodromih in osvajal prve nagrade. Vsak običajen dan pa mi se zgodi tak, ne vstajamo prezgodaj, v 6:30 grem v štalo, prvo pregledam vse živali, to se pravi, po hlevih grem skozi, da je vse v redu, da nikjer voda nič ne teče. Potem pa so prvo na vrsti konji, da jih konjem damo hrano, da vidiš, da so vsi zdravi, da se dobro počutijo. Pozneje se mi že priključi sin pa žena zunaj, da do konca nahranimo živali, potem grejo konji v izpuste, očistimo bokse, popoldne pa vsak dan konje treniramo. Mene zelo zanima, kje ste sploh dobili to idejo za ime konja. Ja, ime konja pa je dal Marko, naš sin, po tem junaku iz Gospodara prstanov. In nekako se zgodi, da če najdeš eno tako ime, je nekako tudi se mi zdi povezava, da s tistega konja nekaj polgrata, makar ti takoj ne veš, da to bo. Ampak že prej smo enkrat imeli tudi književno babica od Frodoja je Fru, ko je bila v Ani Karenini, enako bila, tako da ni ime pomembno, ampak pol na koncu se dosti krat izkaže, da je ime tisto tudi glih konju paše. Pa imajo vaši drugi konji tudi takšna mistična imena? Pa vse, zdaj imamo eno Frejo S, pa Mesečeva Sanja je bila, pa kaj so bili neke Merkurjev stražar, pa kaj so bili Fintek, pač. Eno mi je zdaj pa za neagli skotila, enaka je ime Kalista S. Pa je tudi neka mistična. Menda se je za konja zanimal tudi slavni košarkar Jokić? Ja, tudi ja. Z Jokićem pa se osebno dobro poznava, ker sem enkrat v Srbiji na dirka vozil njegovo kobilo, ki je on kupil v Franciji in je do tistega dneva bila 8-krat druga na dirkah. Zmagala še nikoli ni.
Potem pa kar tisti Jokićev trener, ko mu trenira konja, mi je rekel, da naj ne mučim preveč kobile, da prvi ne morem biti nikak, ker je ona druga ena iz konkurence dosti boljša. No, meni pa je uspelo, da sem na štartu kar malo in pobegnil in sem tisto dirko zmagal. Pol pa to, si morate misliti, jaz pri moje višini, pa Nikola Jokić pri njegovi veličini. Ko sva se objemala, on me dviguje v zrak, pa pravi, Branko, ti si šampion. Jaz sem rekel, jaz nisem, ti pa si. Ne? In zdaj smo tako kar zelo smo dosti krat po telefonu z njegovim očetom na liniji, pa v živo, ko se z Nikolo Jokićem srečava, pa smo zmeraj se druživa več časa, pa tudi kaj popijava v kup, pa se pač pogovarjava o konjih, pa o njegovi karieri. Vaše delo je prepoznala tudi Kasaška zveza Slovenije, ki vam je zdaj marca podelila priznanje za življenjsko delo. V obrazložitvi je zapisano: Branko Slana je svojo strast do kasaštva razvil že v otroštvu in jo kasneje prenesel na svoje otroke. Njegov največji uspeh je bil vzreja in prodaja izjemnega Froda S, ki je na Švedskem postal najboljši slovenski kasač vseh časov. Priznanje za posebne dosežke je prejela tudi vaša hči Jasmina Puhar za izjemno medijsko pokrivanje kasaških dirk in organizacijo 34. slovenskega kasaškega derbija. Kaj vam in vaši družini pomenita ti priznanji? Ja, to veliko pomeni, samo jaz si mislim, da so mi prezgodaj podelili priznanje za življenjsko delo, ker jaz še mislim vsaj 10 let aktivno, če bo zdravje dopuščalo sodelovati, pa zdaj glisa nam vlevo ena kobila nakazuje, da bi lahko kobila nadomestila Froda. Za Froda vas moram popraviti, da ga nismo prodali. Mi smo Froda poslali na trening na Švedsko, on je tam tekmoval. In smo že takoj, ko je šel tja, smo rekli tudi, če se zelo dober kupec pojavi, ga ne bomo prodali, da bo Frodo prišel k nam domov, ker mi pri naši hiši se v konja zaljubimo. Ne? On je naš kot družinski član. Narodno je prodati brata ali pa sestro, če bi bilo tak. Ne? In nam pomeni več, da imamo konja doma v štali kot pa avto. Moram tu povedati, da je Frodo dosegal ceno, da bi si kar v komadu sem bil v avtosalonu Mercedesu, bi si 2 Mercedesa enkrat lahko kupil za tega konja. Enega drugega Mercedesa, pa če bi si kupil, pa še bi mi nekaj denarja ostalo, če bi bilo tako. Ampak ne, magari potrebujemo denar, seveda brez denarja ne moreš funkcionirati. Smo rekli ne, če smo si tako zadali, ko je šel Frodo dirka na Švedsko. Še lahko tu povem eno lepo anekdoto, ko smo bili na obisku, smo ga hodili 3-krat obiskovati na Švedsko Frodoja in smo tam v enem gozdu spulili 3 mladike, to je bil javor, pa breza, pa bor. Smo ga prišvercali domov in sem jaz takrat rekel, da ko bo ta senca toliko zrasla, da bo Frodo lahko stal v tej senci, takrat so bile sadike velike, ne vem, 5 cm ali pa 10. No, ena zdaj že dosega višino 2 metra in zdaj še bomo mogoče Frodoja, ko se zacelja na nogo, imel eno poškodbo noge, upamo, da še bo šel malo nazaj za kako leto, potem pa bo že senca doma glih pripravljena, ko Frodo prija domov počivati, takrat pa res v pokoj. Omenili ste poškodbo noge. Kako pa v bistvu poškodbe konje zatirajo pri tekmovanju? Ja, poškodovan konj ne more teči. Če konj ni čisto zdrav, čisto še bolj kot čisto skoro, ne more biti prvi. Ne? Tam je konkurenca strašna, konje negujajo zelo dobro, v tujini sva, ker so nagrade velike. Frodo je v svoji karieri zaslužil blizu 200 000 evrov na nagradah. Vedno, ko je tekel, ko ni zgalopiral v dirki, je bil na nagrajenih mestih. To se pravi, tam je nega taka, se tudi pri nas v Sloveniji se že to dela, da se po treningih konje, noge se hladijo konjem, pol se noge masirajo pa povijajo čez noč, da je natopljen. Kar lepo skrbimo, mi že tudi za kasače. Tam na Švedskem pa pač to seveda tako, ker ti po Franciji, pa v teh državah, kjer je to profesionalni šport, ker ti plačaš tam delo, oni pač konju to vse nudijo. Ne? Seveda tudi dobi maserja, dobi konj, pa zobozdravnika, pa šepetalca, pa tistega, ko ga sprehaja. Pač malo več mu privoščijo, kot bi mogoče mi tu privoščili. Rekli ste, da tekmujete tudi v tujini. Kako pa potekajo tekme tam v primerjavi z nami tukaj? Ja, saj se mi že kar približujemo tujine. V tujini je drugače to, da je bolj tisti urnik, ko je dirka razpisana, da bo 3:15 štart, je tisto 3:15. Pri nas se dosti krat urnika ne držimo, da se
ti štarti zamaknejo. V tujini so stave zelo popularne, odnosno tisto tam funkcionira že leta in leta. Stavni dobitki so zelo veliki, pri nas so stave tako bolj za hec kot za res. Tudi je to, da je pri nas veliko manj konj zdaj v dirki, kot je v tujini, ker je pač, moram vedeti, da pri nas se skote 40 žrebet na leto, v tujini pa po 20 000, pa tako da je kar občutna razlika, pa tudi publika pride, ko smo hodili v Pariz pa v Štokholm na dirke, to pride po 30 000 ljudi na dirke, to za vsakega konja, ko smo bili na Elite Lopu, se vsa publika vstane na noge in po taktu vsakega konja spremajo, ko gre na progo. Je kar, no, tako se ti zdi, da si filmu, no. Vaš delavnik je zapolnjen s številnimi obveznostmi. S čim pa si najraje krajšate čas oziroma kaj je tisto, ki vam napolni baterije? Je še kaj poleg konjev? Poleg konjev še mi je zelo pomembno dobra družba. Rad zahajam v družbo, rad sem, če pridejo k meni kakšni kolegi, si damo ven kakšen špricer na mizo, se pogovarjamo o raznih stvareh. Kako bi rekel, tu pa tudi zdaj zadnje čase se dosti krat ujamem, da mi zelo prija, ko na sulki usedim, pa se v koraku s konjem vozim po terenu. Se kar včasih misli otavajo daleč v tiste stare spomine in je tako, mogoče starejši smo, bolj se bomo umirjali. Prej ste omenili, da pač tudi potujete. Kaj pa mogoče si vzamete kaj časa tudi zase na teh potovanjih v Pariz, pa v Nemčijo, pa v Štokholm? Za mene je največ to, da gledam dirke. Da je glih, da bi obiskoval muzeje, pa smo bili tam v Ameriki na toti Empire State Buildingi, pa v Parizi na Eiffelovem stolpu. Ampak ne, ker je vse, malo prej se mi je ušlo iz spomina. Pri naši družini so konji pač pomenijo vse, zdaj že vsaj 40 let. Moram povedati, da se vsi drugi dogodki pri hiši, kot so praznovanja rojstnih dni, pa poroke, pa razni rojstni dnevi tudi, se prilagaja razporedu dirk. Ko so dirke, takrat še smo v Birmu odpovedali, da nismo imeli praznovanja Birmenoma, ker so bile dirke v Ljutomeru. Vse se pač, vsa druga življenja se podreja dirkalnemu urniku. Tako smo vsi pri hiši navajeni, zdaj že dopusti se planirajo takrat, ko ni dirk. In pač zdaj z eno besedo, da smo pač zaljubljeni v to. Sreča je zdaj bila pač tudi, da se pri tem ni ravno fanatizem, nam Frodo pojavil, ne? Ker že prej smo imeli konje dobre, ko si lahko zaslutil, da tudi eden se lahko enkrat skoti, ki bo pa res čisto na vrhu, ne? In zdaj toti Frodo, ko se je skotil, smo takoj videli, da to bo nekaj čudnega. On je v izpustu stalno bil pred kobilo, kobila njega sledila, ker ponavadi kobila gre naprej, pa žrebe sledi kobilo stalno, ne? Pol, ko smo ga učili voziti, je on pokazal, da se nikoli ne utrudi. On je bil, prej se voznik na sulki utrudil, kot pa kon naprej, ko je vleko, ne. In zato smo se odločili, da smo ga poslali v tujino. Smo mislili, da ga bojo tam malo umirili, da bo boljši tu za voziti, vendar 3 mesece so rabili, predno so ga prvič pisali na dirke in tako je v Štokholmu prve 3 štarte, ko je štartal na dirkah, je zmagal. No, pol pa smo rekli, nič ga ne bomo vozili domov, on dokler bo lahko, naj tam tekmuje in zdaj pač to njegova zgodba. Jaz mislim, tako sem prej rekel, da še ni na koncu, da ko se ta poškodba malo zaceli, da še bomo enkrat probali z njim. No, potem pa poglejmo še malo v prihodnost. Kaj si želite zase in za svojo družino v prihodnosti? Se morebiti napoveduje še kakšen šampion, kot je Frodo S? Ja, najbolj si želimo seveda zdravja vsi skupaj, družini pa živalim v hlevu. Ja, sedaj, ko smo enkrat videli, da zmoremo, da lahko imamo Frodo S, seveda, ne bi bil noben čudež, če bi se tudi še kjer tak izkotil. Seveda, mi smo dosti, tako kot smo prej že rekel, da se dosti odpoveduješ marsičemu. Mi smo šli v Ameriko kupiti eno kobilo plemensko že tudi, pol smo v Ameriko potovali, pa smo plemenskega žrebca tam kupili. Veliko vlagamo v to. Potem progo moraš doma urejati, dosti denarja gre za ta hobi, zaenkrat če je to hobi. Vsako leto se to lažimo, da bo to enkrat tudi proizvodnja, da boš lahko
tu konja prodal negli Frodo, ker Frodo je izreden, pač pa povprečnega konja, ker danes povprečnega konja težko prodaš, ker ni kupcev, ni zanimanja za to. Ja, računamo še na to, da ne bomo zdaj zaspali na Frodo, da delamo naprej še bolj temeljito, ker približno vemo za pot, po kateri poti se pride do Froda. Zdaj bomo pač probali, jaz dokler mi bo zdravje dopuščalo, pol pa tak že sin Marko prevzema vajati. On zdaj vozi dirk, jaz več ne vozim dirk. Tako da bomo videli. Mogoče za konec še kakšna anekdota ali pa misel za vse naše poslušalce? Da ste me presenetili, dosti anekdot je bilo. Ne vem, kako bi vam rekel, glede športa. Misel nič. Za misel bi rekel tak, jaz sem upal takrat in sanjal včasih, ko smo gledali druge konje, da so dobri, pa si želel takega, kot je imel tvoj konkurent. Zdaj tu izpeljava tega, če bi mi obupali pred Frodom, nikoli ne bomo prišli do takega konja, pač Frodoja ne bi imeli, zato bi vsem dijakom polagal na srce to, da vztrajate na poti do konca. Seveda tisti, kjer je najhrabrejši, tisti pride najdlje na svoji poti. Tako da bi rekel, ne obupati, tudi ko se malo ustavi, še stalno, dokler imaš noge, še boš prišel naprej. Tako smo pač mi v našem športu napravili z našim Frodojom, da smo prišli, ko bi že mogoče kdo rekel, kaj imate od tega, vse to ni nič. Zdaj pa imamo tako zgodbo, ki jo bo mogoče še 100 let za nami, pa 200 let za nami bo nekdo omenil, ker je to res nekaj neverjetnega, kar smo pač z našim Frodojom dosegli. Vse dobro vam želim, dijaki, bote nasmejani tak naprej, kot ste, pa pridne, pa dosti sreče vam želim. Gospod Branko Slana, hvala za zanimiv in navdihujoč pogovor. Želim vam še veliko kasaških uspehov in dobro letino. Dragi poslušalci, prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo v novi epizodi. Širite dober glas o nas, priporočajte nas prijateljem, sorodnikom, znancem, komorkoli. Adijo! GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.